Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, vsi cenjeni gostje, spoštovana družina Pučnik, izjemen čas, ki ga živimo zaradi izjemnih zdravstvenih, gospodarskih in političnih razmer, kliče, da se ozremo k izjemnim ljudem, ki so nam lahko zaradi svojega poguma in vztrajnosti pri prizadevanju za skupno dobro resničen zgled tudi danes. Doktor Jože Pučnik, profesor, politični dizident in zapornik, demokrat, oče slovenske države, je bil rojen na današnji dan pred 90 leti. Že v najstniških letih je prišel v spor s komunističnim režimom. Za več let so ga zaprli, 2 leti celo v samico. Zapustiti je moral družino in domovino, saj mu je režim naznanil, da službe zanj v Sloveniji ne bo. V Evropi, v svobodnem svetu, je zaživel na novo, še enkrat diplomiral in naredil znanstveno kariero. V 80-ih letih se je vrnil v domovino, združil opozicijo in jo popeljal do zmage na prvih povojnih večstrankarskih volitvah. Kot voditelj Demosa je ključno prispeval k uresničitvi 2 temeljnih programskih točk: osamosvajanja in demokratizacije. Danes smo se zbrali, da se s slovesnim odkritjem doprsnega kipa poklonimo veličini njegovega dela. Žal nas je doktor Jože Pučnik prekmalu zapustil. V turbulentnih zgodovinskih časih bi še kako potrebovali njegovo razumskost, metodičnost, usmerjenost k reševanju konfliktov, strpnost, pogum, odločnost in resnicoljubnost. Doktor Jože Pučnik je vedel, kaj je dobro in kaj je prav, saj je bil človek jasnih načel in vrednot, spoštovan od somišljenikov, pa tudi od nasprotnikov. Poklonimo se njegovemu spominu z minuto molka. Častna straža, mir! Čast, pozdrav! Slava mu. K nagovoru vljudno vabimo ministra za kulturo, doktorja Vaska Simonitija. Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani gospe in gospodje. Danes je 90. obletnica rojstva doktorja Jožeta Pučnika. Vsako rojstvo je začetek sveta, je obet prihodnosti in upanja. Jože Pučnik je svojo neustrašnostjo, doslednostjo, razgledanostjo in dostojanstvom ohranjal vero v življenje, v današnji in jutrišnji dan. Tako kot Prešernu mu je šlo za to, da bi zedinil rod slovenščine cele. Ob tem se spomnimo znamenitega stavka Jožeta Pučnika, izrečenega 23. decembra 1990, ki je vklesan
tudi na tukajšnjem spomeniku. Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo. Tu je Pučnik v časovnem loku povezan s Prešernom, povezan z zgodovino in obrnjen v prihodnost. Spomin je namreč močnejši od minljivosti. Osebni in kolektivni spomin je vedno hvalnica življenja. Spomin je življenje. Ko so Jožeta Pučnika za dolga leta zaprli, so mu v najlepšem obdobju življenja prihodnost odvzeli, a priboril si jo je nazaj in znal tudi presoditi, kakšna prihodnost pripada Sloveniji. To prihodnost je videl v samostojni slovenski državi in z gotovostjo lahko rečemo, da je ostal eden njenih osrednjih stebrov. Naj si dovolim tu obuditi osebni spomin. Pobliže sem ga osebno spoznaval v pripravi razstave Temna stran meseca, ko je zavzeto sodeloval pri oblikovanju koncepta. Drugič pa smo se pogosto srečevali v času predsedniških volitev, dobrega pol leta prej, preden se je poslovil z tega sveta. Nekateri so govorili, da je bil po volitvah resigniran nad stvarnostjo, a to po mojem ne drži. Človek s takšno življenjsko izkušnjo in s takšnim življenjskim žarom, kakršnega sem imel možnost spoznavati, ni nikoli izgubil vere v življenje in prihodnost. To je bila njegova najiskrenejša drža, ki nas je vse prevzela. Zato nas obeležje, ki stoji pred kongresnim centrom, stičišču številnih domačih in mednarodnih srečanj, spominja na človeka, ki je vedel, kaj je osebna svoboda, kaj je domovina in kaj je svobodna, demokratično urejena država. Zato še vedno gre za Slovenijo. Na koncu naj se zahvalim vsem, ki so pomagali pri postavitvi tega spomenika, mojim sodelavcem, direktorju Muzeja novejše zgodovine, direktorju Kongresnega centra Brdo in kiparju gospodu Metodu Frlicu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Zdaj pa nas bo z umetniško besedo nagovoril pesnik Igor Pirkovič, ki je že v naslovu pesmi povzel Pučnikov vztrajen in premočrten značaj. On si je upal. Če si je kdo upal, si je upal on. On si je upal. In trnju navzlic ga notranji klic poslal je državo graditi. On si je upal in ni spraševal, če čas je ta prav, da končno presekamo nit. Nit s prejšnjo državo, kjer zvezda zastavo krasila je rdeča, ki mnogim nesreča bila je velika, kot sivo nebo brez srca in dotika. A on si je upal, po mizi je udaril, dovolj je zavpil. Saj narod slovenski ne bo dovolil, da bi še naprej teptali mu sanje, in ker brezpogojno zaupal je vanje, je naroda hčere pognal in sinove, in z njim odklenili so temne okove. Ko svoje postoril je, zdi se, prerano, od niti odločanja vzel je slovo. Vendar največji, kot dobro je znano, stlakujejo pot in dalje gredo.
Predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, je bil dolgoletni Pučnikov sodelavec in sopotnik. Vse od časov slovenske politične pomladi. Skupaj sta previharila mnoge viharje. Druži pa jo tudi podobna politična usoda. Od dizidenta, političnega zapornika, neustrašnega borca za slovensko demokratizacijo in osamosvojitev do politika in državnika. Vljudno vabimo predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, da nam spregovori ob tej slovesnosti. Spoštovani Slovenke in Slovenci, gospe in gospodje, dragi Gorazd, ostali svojci, dr. Jožeta Pučnika. Danes, ko smo se v počastitev spomina na rojstvo dr. Jožeta Pučnika zbrali na ta sončni dan, nedaleč od nas divja kruta vojna. Ko sem se vozil sem na Brdo, me je klical predsednik avstralske vlade in spraševal, kako bomo v Evropi ravnali v prihodnjih dneh in tednih, kajti od tega, kako se bo stvar odvila v Ukrajini, je po njegovem odvisno tudi, kaj se bo dogajalo v Južnem Pacifiku in nasploh v svetu, kar se tiče miru, spoštovanja mednarodnega prava in neke vsaj za silo znosne ureditve svetovnega reda, kot smo ga poznali po drugi svetovni vojni. Nekaj dni nazaj sem govoril tudi enim od bolj zadnjih evropskih diplomatov, ki se je vračal iz Kijeva. Dejal mi je, da gre počasi, da je veliko kontrolnih točk, pa tudi precej prometa na cesti proti poljski meji, da pa je veliko prometa tudi od poljske meje proti Kijevu. Da se na tisoče ukrajinskih državljanov, predvsem mlajših moških in fantov, ki so delali na zahodu Evrope, vrača domov, brani domovino. Ko sem to poslušal, sem se spomnil dr. Jožeta Pučnika. Tudi on je prišel iz udobne tujine v razburkano morje začetka slovenske pomladi. Vračal se je v negotovost, vračal se je v domovino, ki ga je v bistvu izgnala, ki mu je odrekla gostoljubje, ki mu niti diplome ni poslala in je moral še enkrat narediti fakulteto v tujini, ki ga je preganjala, ampak je vseeno slišal njen klic in se je vrnil v negotove čase in tudi v vojno. In ni se vrnil samo v vlogo nekoga, ki bi pomagal, ampak se je vrnil v vlogo nekoga, ki bo vodil. Na nek način je z svojo usodo, svojo življenjsko usodo bil idealen za tisti čas. In ta njegova drža, vrniti se iz udobnega profesorskega mesta na zahodu, pomagati domov v tveganje, v državo, kjer so še isti ljudje vladali pravzaprav kot takrat, ko so ga poslali v samico, ker so bili še isti zapori in isti režim, to je bil pogum. To je bil pogum in Jože Pučnik tudi ni bil obremenjen z raznoraznimi takšnimi in drugačnimi malenkostnimi zamerami, ki jih je bilo v Sloveniji že takrat veliko, rekel, na vseh polih, majhno okolje, vsi se poznajo, vsak je komu kdaj kaj rekel. In Demos je bil zelo raznobarvna koalicija različnih političnih usmeritev, profilov, rekel, prava Mavrica, neke demokratične izbire za tiste prve volitve. In usklajevati takšno koalicijo, ker je bilo 7 strank, je bilo naporno že samo po sebi, oziroma je naporno samo po sebi že v mirnem času, kaj šele v času, ko so bile stranke pravzaprav še prepovedane in ko je vsak kongres, vsaka aktivnost bila na nek način pred premislekom, ali bo sploh izvedena, kakšne bodo sankcije.
proti dr. Pučniku so še celo v času, ko je že potekala volilna kampanja, ko je kandidiral za predsednika predsedstva, sprožili kazenski postopek. Jugoslovanski tožilec je sprožil kazenski postopek proti njemu v času same volilne kampanje. In tudi neposredno pred samo razglasitvijo slovenske osamosvojitve je bil Jože Pučnik, kljub temu, da ni imel neke državne funkcije takrat, bil vodja koalicije, oseba, ki je bila prva na spisku za odstranitev v primeru, če bi agresija jugoslovanske armade uspela. Veliko tega, kar je on takrat delal, ni bilo zabeleženo na kamerah, ali je pa tudi bilo, pa ni bilo objavljeno pri nas. Recimo dr. Jože Pučnik se je boril za pravico slovenskega naroda do samoodločbe po študijih tujih televizij, še posebej v Avstriji in Nemčiji. Spomnim se enega njegovega nastopa, ker je v studiu avstrijske ORF imel hud spopad z takratnim ideologom nemške socialdemokracije, ki je trdil, da je zagovarjati pravico naroda do samoodločbe nekaj predmodernega, nekaj, kar pravzaprav ne sodi v Evropo. In potem ga je dr. Jože Pučnik razorožil z vprašanjem, zakaj vi Nemci mislite, da imate samo vi pravico do samoodločbe, ne pa tudi drugi. Ali zato, ker ste večji, ali gre tukaj za vrednote. Zdaj nekaj mu je nazaj zeclal, ampak ta tema je bila zaključena. Torej ta bitka je takrat potekala večplastno na različnih nivojih. Jaz sem vesel, da smo se spominjali dr. Jožeta Pučnika v zadnjih 20 letih, predvsem 15 letih, ponekod dostojno dolžili, da glavno slovensko letališče nosi njegovo ime, da so ulice in trgi poimenovani po njem širom po Sloveniji. Žal je ena sama izjema, velika izjema, to je naše glavno mesto. Zdaj, mislim, da je nekaj dni nazaj komisija za poimenovanje trgov in ulic v glavnem mestu, ker je na stotine ulic, pravzaprav ni države na svetu, ki ne bi imela ulico v Ljubljani. Ampak ta komisija gospoda Jankovića je zavrnila poimenovanje enega trga ob tej obletnici po dr. Jožetu Pučniku, kar moram reči, je treba omeniti, ker kaže na neko neverjetno majhnost nekaterih ljudi ali pa političnih opcij. Nekaj vprašanje je tudi bilo, zakaj postavljamo ta kip dr. Jožetu Pučniku ravno tukaj na Brdu. Res je, dr. Jože Pučnik ni bil velikokrat na Brdu. Bil pa je na Brdu takrat, ko je bila sprejeta verjetno ena najusodnejših političnih odločitev. In to na njegovo pobudo in na njegovo vztrajanje konec aprila leta 1991. To je bilo že krepko, na več kot 2/3 časa po plebiscitu, po 2/3 časa, ki ga je slovensko ljudstvo dalo odločevalcem, da uresniči plebiscitno odločitev. Ampak od plebiscita decembra 1990 do konca aprila, ko je bil ta sestanek tukaj na Brdu, so takratni oblikovalci slovenskega javnega mnenja zasejali toliko dvomov v to odločitev. Toliko zamud je bilo takrat v slovenski skupščini pri sprejemanju ključnih osamosvojitvenih aktov, še posebej vseh obrambnih zakonov, proračuna. Obrambni proračun smo dali v obravnavo, mislim, do oktobra leta 1990, sprejet je bil pa tam nekje konec marca 1991, po vseh živih zavlačevanjih in nagajanjih, da ne govorimo o zakonu o obrambi, zakonu o vojaški dolžnosti. Zamude so bile, bom rekel, neverjetne, nagajanje tudi, ključne odločitve so bile sprejete ne z enotnostjo, kot danes velik del Slovenije misli, ampak z enim, dvema glasovoma Demosove večine. Če je bilo nekaj
več tistih, ki bi manjkali, veliko vprašanje, kaj bi se dogajalo. Je pa bila situacija takšna, da je bilo potrebno vsak korak narediti absolutno 100% pravno korektno na podlagi zakonodaje, ki smo jo z veliko težavo prilagajali, slovanske zakonodaje, ki smo jo z veliko težavo prilagajali novim razmerom. In mnogi so bili prepričani, da pač so zamude tako velike, da z osamosvojitvijo ne bo nič. Tudi v Demosu je prihajalo do dvomov in dilem, ker so pač ljudje videli, kakšno je stanje. Takrat je dr. Jože Pučnik, 100 metrov stran, je ta prostor, ki smo ga tudi obeležili lansko leto, sklical sestanek Demosove vlade, ključnih ministrstev in ključnih ljudi koalicije Demosovih strank, in tam je vsakega posebej vprašal, ali gremo naprej do konca odločno, brez že pa ne, pa bi, ne bi, mogoče malo preložili, če bi karkoli preložili, nas ne bi bilo več. In naredili smo 2 kroga, ker po prvem krogu ni bilo čisto jasno, kako nekateri razmišljajo. Po drugem krogu je bilo to popolnoma jasno in Demosova koalicija je odšla z tega sestanka enotno. In od takrat naprej so stvari tekle odločno, tudi ko je šlo za politični spopad v skupščini. In čeprav z velikimi mukami se tudi priprave za osamosvojitev bile do 25. junija 1991 izvršene do takšne mere, da nam je uspelo. To je eden od tistih trenutkov, kjer je bil dr. Jože Pučnik ključen. Tako kot je bil ključen, ko je povezal koalicijo Demos, ko je navznoter in navzven izražal vero, da nam bo uspelo, ko je kazalo, da po tistem preobratu v Romuniji, ko je prišlo tudi do likvidacije romunskega diktatorja, tudi v Sloveniji vendarle čez noč prihaja do neke volje, da pa bi šli na večstrankarske volitve, in je bilo konec decembra 1989 to jasno. Je dr. Jože Pučnik v Društvu slovenskih pisateljev na novinarski konferenci dejal, očitno bodo volitve in Demos bo na teh volitvah zmagal. Še zdaj vidimo nekatere režeče obraze takratnih nekaterih slovenskih novinarjev, ker ni bilo niti še jasno, nobene zakonodaje ni bilo sprejete, da volitve sploh bodo, kaj šele, da bo Demos zmagal. Ampak dr. Jože Pučnik je na vsakem svojem nastopu potem in bil širom po Sloveniji to ponavljal in videlo se je, da v to verjame. In ker je verjel on, so verjeli tudi mnogi drugi. Na začetku to ni bila večina, na koncu je to bila večina, zadostna večina, ki je omogočila, da so bili vsi ključni ukrepi politične narave za osamosvojitev na koncu tudi sprejeti. Tiste besede, ki jih je dr. Jože Pučnik izrekel v Cankarjevem domu, potem ko smo zvedeli za veličastni rezultat plebiscita, so pravzaprav večne. Prav je, da jih velikokrat zapišemo v kamen, mislim, da so zapisane tudi na tem spomeniku. In še vse v teh časih, ko je marsikaj spet na tehnici, jih moramo ponavljati vsak dan. Za Slovenijo gre. Hvala lepa. Hvala lepa spoštovanemu predsedniku vlade. Kdor mora zapustiti svojo domovino, v srcu hrepeni po vrnitvi v domače kraje med drage ljudi. Jože Pučnik je ljubil Slovenijo, a ga je režim po večletnem krivičnem zaporu pregnal na sever Nemčije, kjer je še enkrat diplomiral, doktoriral in si ustvaril znanstveno kariero.
Vendar pa ga je vse skozi vleklo domov, med prijatelje, med mehke štajerske griče in v skrivnosti temnih pohorskih gozdov. Izjemno veličino osebnosti dr. Jožeta Pučnika je prepoznala tudi Evropa, ki se mu je poklonila s poimenovanjem dvorane v Evropskem parlamentu leta 2018. Slovenija je njegovo ime nadela osrednjemu slovenskemu letališču, nekaterim šolam, ulicam, dvoranam, parkom, a veliko dela nas še čaka. Očetu slovenske državnosti namenjamo še premalo pozornosti. In zato naj bo današnje slovesno odkritje doprsnega kipa, ki ga je izdelal akademski kipar Metod Frljic, le eden od kamenčkov v mozaiku priznanja Pučnikove nesmrtne osebnosti in neizčrpnega bogastva njegovih misli, odločitev in dejanj. Z Brdom pa je, kot smo slišali, povezana tudi pogumna odločitev Demosovega vodstva. 28. aprila 1991 na Račjem otoku, da gre Slovenija v dejansko osamosvojitev. Tej odločitvi je botroval prav dr. Jože Pučnik. In zdaj vljudno vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo in sina dr. Jožeta Pučnika, gospoda Gorazda Pučnika, da odkrijeta doprsni kip. Dr. Jože Pučnik je ob razglasitvi rezultatov zgodovinskega plebiscita decembra leta 1990 vzkliknil: "Zdaj gre za Slovenijo." Svojim vizionarskim duhom je prepoznal znamenja časa in razumel, da se moramo Slovenke in Slovenci v tistem milostnem času postaviti na noge in vzravnati stoletja skrivljene hrbtenice. Vedno mu je šlo za stvar. Gospod Kuntner, izvolite. Prijatelji, obrodile so trte, vince nam sladko, ki nam oživlja žile.
srce razjasni in oko, ki otopi vse skrbi. V potrtih prsih up budi. Komu najprej veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate, vse, kar nas je sinov, sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu, naj naš ga trešči grom, prost, ko je bil očakov naprej, naj bo Slovencov dom. Naj zdrobenih roke si spone, ki jih še drži. Edinost, sreča, sprava. Sprava, k nam ne nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, de oblast in z njo čast, ko pred. Spet naša bosta last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take je mladenke, ko naše krvi dekle. Naj si nov zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša. Vi, naš up, ljubezni domačije noben, naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno braniti kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepne dočakat dan, dekoder sonce hodi prepir, iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo majak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vstignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Hvala pesniku in dramskemu umetniku, gospodu Tonetu Kuntnerju, za doživeto interpretacijo Prešernove Zdravljice. Spoštovani in spoštovane, hvala, ker ste danes skupaj z nami počastili spomin doktorja Jožeta Pučnika. Hvala, ker smo se s slovesnim odkritjem njegovega doprsnega kipa poklonili njegovi 90-letnici. Slovesnost bomo zaključili s koračnico, ki nam jo bo zaigral kvartet saksofonov Policijskega orkestra.
Naj nas spremlja misel, da bi dr. Jože Pučnik kljub svoji neizmerni ljubezni do rož in kljub dobrosrčnosti svojega značaja tudi danes odločno in neomajno stal na strani svobodoljubnih in resnicoljubnih ljudi. V Sloveniji, Evropi in v svetu. Kjerkoli se ljudem dogaja krivica in se kruto teptajo človekove pravice in temeljne svoboščine. Tak je bil dr. Jože Pučnik. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zdaj pa vas vljudno vabimo v predverje oziroma v avlo Kongresnega centra Brdo, kjer bomo v bolj neformalnem okolju obudili spomine na dr. Jožeta Pučnika.